Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci iz studija televizije Maribor. Volilna vročica je na vrhuncu, zdaj na voliščih že krepko preštevajo glasove. Z vsemi aktualnostmi, podatki pa vas bomo seznanjali skozi naše nocojšnje druženje. Spremljali bomo dogajanje v volilnih štabih mariborskih županskih kandidatov, prav tako pa se bomo javljali tudi iz Ptuja. Pripravljamo vam torej zanimiv volilni večer, sicer pa sta z mano dr. Alojz Križman, nekdanji župan, mestni svetnik in seveda tudi novinarski kolega Srečko Nussdorfer. Dober večer obema. Dejala sem, ni več skrivnost, kaj kažejo vzporedni rezultati, pa si za uvod poglejmo na grafo, kakšni so, komu kaže najbolje. Torej, zagotovo bo v Mariboru drugi krog, režijo prosim za grafiko. Pripravili smo jo za Maribor takole, poglejte, dr. Andrej Fištravec 42,5, Franc Kangler je na drugem mestu 18,4. Tudi ankete so nekako tako nakazovale, vaju ta rezultat preseneča? Ja, jaz moram povedati, da me delno preseneča, ne zdaj vrstni red, ampak relativno velika razlika. Razlika med 42 in 18 je dokaj velika in je malo nepričakovana. Drugače pa vrstni red je skladen nekje z analizami, ki so bile izvršene, pa verjetno tudi z pričakovanji. Gospod Nussdorfer, je bila številka 1 tista, ki je nekako vlekla? Ja, mogoče pa tudi. Vendar te razlike presenečajo, ne toliko vrstni red, pa tudi pri listah zgleda, da je nekaj podobnega. Jaz sem mislil, da bodo te razlike pri 17 kandidatih vendarle dosti manjše, ker dobro, nekaj je totalnih marginalcev. Te volitve so za mene v bistvu nekaj takega, kot gostilna išče šefa, ali pa Maribor ima talent. So dokaj neresne, ampak to je zdaj dejstvo. Ampak skozi kandidature so že nekateri kandidati pravzaprav priznavali, da gre to pravzaprav zgolj za to, da si pridobijo neko medijski prostor, neko možnost propagiranja sebe kot skozi stranko. Vemo to, kot ste dejali, gostilna išče šefa. Kar je obupno, totalno neresno. Ampak zdaj, če se posvetimo tema dvema imenoma, aktualni župan ima vedno neko prednost pred ostalimi. 42 je pa vendarle precej, čeprav je dr. Fištravec napovedoval kar, da bo zmagal v prvem krogu. No, to ni bilo za pričakovati. Glede na število kandidatov. Veliko število kandidatov bi to bil pravi čudež. Kljub temu, da je tako on kot pa stranka, da ste izžrebala številko 1, kar jaz trdim, da je čista teorija in ne verjamem, kaj zdaj na realnost torej tega žrebanja, ker je to skoraj da nemogoče pri 29 listah in pa pri 17 kandidatih, torej za župana. In bi rekel, če bi to 100-krat ponovili, se to ne bi zgodilo. Seveda, možno je pa vse. Zdaj, prednost prav gotovo je in pri tako veliki prednosti je velika verjetnost tudi, da... Kaj to pomeni za drugi krog, Ja, drugi krog, ampak pri tako veliki prednosti, skoraj da ne verjamem, da bi lahko potem v drugem krogu prišlo do popolnega preobrata, ker to pomeni popoln preobrat, ker razlika v primerjavi, v absolutnem smislu je pravzaprav 100%. In če gledamo potem tudi Anton Kranjc, ki je bil na 3. mestu, ima dobrih 10%, sledimo Tomaž Kancler s 7, Stojan Auer s 6, potem je kar razlika se vedno znova prepolavila, prepolovila se je, že iz gospoda Fištravca na gospoda Kanglerja z Kranjca. Ja, vse to je tisto, kar nihče ni pričakoval, tako velikih razlik. Pričakovali smo vsi, da bo gospod Fištravc dobil torej največ. Zdaj, jaz sem tudi pričakoval, torej, da bo rivaliteta za to drugo mesto malo večja in da bo tukaj okrog drugega za drugo mesto torej bistveno manjše razlike, ampak očitno je tako, kot pač je. Zdaj, seveda, treba je pa počakati na končne rezultate. No, morda bo zanimiva tudi
izjava, ki smo jo posneli. Naša ekipa je namreč zabeležila tudi zaprtje volišč točno ob 19. uri. Mariborska občina ima tradicionalno nizko volilno udeležbo, do 16. ure je bila dobrih 25%. Poglejmo pa izjavo predsednika volilne komisije Mestne občine Maribor, Branka Rajzmana, ki bo povedal, kakšni so bili rezultati predčasnih volitev. Ja, dober večer. Lokalne volitve so tekom dneva tekle brez posebnosti. Trenutno se ugotavljajo predčasne volitve oziroma glasovanje na predčasnem glasovanju. Rezultati so znani že za župana, za mestni svet bodo nekoliko kasneje. Rezultati so takšni, da kažejo na drugi krog, in sicer po predčasnem glasovanju je največ glasov dobil Andrej Fištravec, potem sledi Anton Krajnc, Tomaž Kancler in pa Franc Kangler, pa imate skoraj enako število glasov, ostali pa so si razdelili preostale glasove. Glasovalo je pa 1569 volivcev, od tega je bilo 1550 glasovnic veljavnih. Kdaj lahko pričakujemo prve neuradne rezultate, kar zadeva županske volitve? Za župana lahko pričakujemo med 20 in 21 uro, za mestni svet pa po 22 uri, ker gre za dokaj velik sistem volitev. Kdaj pa bi lahko bili tudi uradni rezultati znani? Ja, uradni rezultati bodo pa nekje v torek, sredo, ta teden, jutri nas še čaka glasovanje po pošti, potem pa seveda ugotavljanje izida glasovanja. Kar se pa tiče vednosti v drugem krogu, bo pa verjetno znano že vse skupaj danes večer, seveda neuradno. Kaj pa mestni svet? Kdaj bo znano, kdo bo sedel v mestnem svetu? V mestnem svetu bo nekje znano, uradni rezultat bo nekje sredo, četrtek prihajajočega tedna. Neuradni pa? Neuradni pa že danes večer, okrog 22-23 ure. Ja, hvala lepa gospodu Rajzmanu pa kolegu Tomažu Karatu, ki sta se javila direktno iz volilnega, torej iz volišča. Preden komentar teh rezultatov, te izjave, se selimo še na Ptuj, ker nas že čaka Gabriela Milošič. Gabriela, pozdravljena, beseda je tvoja. Dober večer iz Ptuja. Na Ptuju se obeta drugi krog. Štefan Čelan, ki je župan že 3 zaporedne mandate, se je v drugem krogu znašel že tretjič. Samo leta 2006 je med 7 kandidati zmagal v prvo. Gospod Čelan, katerega leta je bila volilna kampanja in volitve pravzaprav najtežje? Ja, torej, kar se mene tiče, sem sedaj že nekoliko utečen in bi verjetno moral odkrito priznati, da so mi prve volitve zagotovo bile najtežje. Zadnji dni je bila volilna kampanja na Ptuju že malce umazana, če lahko temu tako rečemo. Presenečenje? Ja, torej, kar se mene osebno tiče, sem celo življenje pač se držal načela, če ne moreš s knjigo premagati nikogar na knjigo, potem seveda nizkih udarcev v življenju ne uporablja. Tokrat jih je bilo res preveliko pod pasom. Letos ste imeli 8 protikandidatov, toliko jih niste imeli še nikoli. Slišali smo veliko dobrih idej v kampanji. Nekatere so hitro uresničljive, ne bi zahtevali veliko sredstev. Ste si morda katero od idej zabeležili in jo boste uresničili kljub temu, da ni vaša? Torej, zagotovo, jaz verjamem, da bo kar precej sprememb v mestnem svetu in zagotovo bodo prinesli te ideje v mestni svet, pa bomo potem videli, kaj bomo naredili. Gospod Senčar, ste gospodarstvenik z 80 zaposlenimi, Ptuju ste dobro poznani. Že pred 4 leti so vas nagovarjali, da bi vstopili v boj za ptujskega župana. Zakaj ste letos vstopili? No, takrat še očitno ni bil pravi čas. Letos pa sem po vseh razgovorih, ki smo jih imeli z našim društvom za Ptuj, med Ptujčane in med podjetji na Ptuju, sem začutil, da je energija, ekipa je bila odlična in da si Ptujčani želijo preprosto spremembe. In zato smo se vsi skupaj odločili, da kandidiramo za mestni svet in za župana mestne občine Ptuj. Ptuj bo treba gospodarsko in turistično prebuditi. S katerimi ukrepi bi lahko nekako zagnali življenje v Ptuju? Imate že kaj v mislih? Sve gospodarsko vsekakor ga treba obuditi, treba je izboljšati poslovno okolje, to je res, treba znižati komunalni prispevek, ogromno treba narediti, treba urediti industrijsko cono, ki je zdaj neurejena, v bistvu je to trgovska cona. Mi pa želimo imeti podjetja, kajti če bojo podjetja živela na Ptuju, potem bo živela tudi turizem, tudi šport in tudi kultura. Hvala lepa obema, toliko zaenkrat s Ptuja.
Hvala lepa tudi ekipi na terenu in seveda Gabrieli Milošič. Dejali smo, bomo najprej pokomentirali izjavo gospoda Reismana in te rezultate iz predčasnih volitev. Tam je vrstni red nekoliko drugačen, za Fištravcem si sledi gospod Kranjc, 1500 mislim, da je dejal, da je bilo volivcev. Lahko to kaj spremeni? Verjetno ne, glede na... Ja, to je zdaj samo vprašanje, ne, kako so bile vzporedne volitve torej izvedene, ne, ker na vzporednih volitvah je bilo baje 1900, tukaj 1600. Dobro, možne so še določene spremembe, samo težko verjetno, ker vzporedne volitve so običajno boljši pokazatelj kot pa predčasne volitve, ker na predčasne volitve pač gredo tisti, ki ali so odsotni ali bolani ali kakorkoli, medtem ko vzporedne volitve pa verjetno le dajo neko povprečje, ker je tam tudi neka sistematična torej analiza, odnosno sistematičen torej pristop. Zdaj, seveda mene moti to, da nismo dobili odstotkov, mi smo dobili samo vrstni red, ampak odstotki predčasnih volitev niso bili povedani. Ne, bil je samo vrstni red. Samo vrstni red, ja. Zdaj, odstotki bi bili seveda tudi pomembni, da vidimo, kakšne so pa pri vzporednih volitvah, odnosno pri predčasnih volitvah te razlike, ker če imamo sedaj recimo primer gospoda Kanglerja na 4. mestu, pri vzporednih pa na 2. mestu, potem je treba seveda tudi videti, kako je pravzaprav pa z odstotki, ker to so pa le zdaj seveda določene zanimive primerjave, razlike. Ne? Ampak vendarle, kaj kaže to na stanje duha v Mariboru? Imeli smo proteste, gospod Kangler je moral odstopiti, zdaj ga imamo po vzporednih volitvah, če vzamemo te kot nekje relevantne, na 2. mestu. Jaz moram reči, da tega nekako ne moram vzeti resno. Jaz si mislim, da nas nemajo za nekaj resničnostni šov v Maribor, pa da so mu enkrat vsi smejali temu, da to ni res. To je nemogoče. Recimo ti radarji še kar stojijo in on gre pa kandidira. Pa ima še sveže posnetke z teh demonstracij, pa nič. Pa kar drugi. In verjamem, da bo drugi. Celo verjamem, da kljub tej veliki razliki se še lahko kaj zgodi, ker mislim, da ima Kangler bolj zveste volivce, tistih 20 recimo procentov, kot pa Fištravec. Se spomni, kako je bilo Fištravcu težko zbrati tistih, koliko je bilo 1000 podpisov, ki jih je moral imeti takrat, ne? Prosim? 1400 podpisov za kandidaturo, ja. Tik pred zdajci jih je pravzaprav dobil. Glejte, udeležba je že zdaj mizerna, mislim. Če se mi to ne zmenimo v Mariboru, niti za volitve, jih nekako, bi rekel, ne šmirklamo, se pravi, da druge bodo udeležba na ponovnih, bo še manjša. In takrat bo važno, kdo ima več zvestih volivcev, ne? Poglejmo si zdaj, prosim, režijo še za vzporedne volitve, torej za graf vzporednih volitev za mestni svet. Tudi tukaj je zelo zanimivo, kajti lista župana Andreja Fištravca je dobila zelo visok odstotek, 30 odstotkov, dobrih 30 odstotkov. Ja, morda bo takole, stranka Mira Cerarja 12, županova lista 10, SDS 8, socialni demokrati lista za pravičnost in razvoj 5. Kaj to kaže? Tudi zelo visok odstotek gospoda Fištravca, ne? Ja, to je pa sploh, mislim, presedan. Do sedaj se Maribor verjetno ni to zgodilo, ne, da bi določena stranka dobila recimo 30%. Ne stranka, celo samo lista, ne? No, lista, 30% za mestni svet, to je zadeva, ki je res veliko presenečenje zame. In je težko sedaj povedati, ker pri taki strukturi, ki je seveda za bodočega župana potem sila ugodna, se bo z
s tem, ko je dobil 30%, ne, in ker vemo, da nekateri tam, ki so okrog 1%, potem odpadajo in se potem to proporcionalno na nek način še porazdeli, bo on imel najmanj eno tretjino mestnih svetnikov. Kar je sicer za župana dobro, Za župana je to delo zelo bo dobro, lahko enostavneje. Ne? In bo potreboval praktično mogoče še samo eno stranko, da Za bo prišel sklepanje do koalicij 23 svetnikov. Ne? bo to lahko, ne, gospod Dorfer? Zagotovo, ampak jaz tega tudi ne razumem. Da je izmed vseh list, ker nekatere so za mene, mislim, so bile dosti bolj zanimive kot pa ta. To je meni najpojemljivo, jaz tega ne morem razumeti, res da ne. Tudi nekih pravih strokovnjakov za vsakega, za svoje področje, kot so mogoče druge stranke naredile, ni bilo. Bilo je kar precej očitkov na to sestavo liste gospoda Fištravca. Zdaj pa takšen rezultat. Neverjetno. Lahko to morda pogojujemo z nizko volilno udeležbo in da so šli na volišča prav tisti, ki so vedeli, koga želijo? To bi že potem moralo biti neko gibanje. Tega pa ni v Mariboru, jaz tega nisem, mislim, da bi to zaznal. Pa to ni, ne. Tudi, kar se županskih tiče, mislim, so bili pa še drugi dobri, dokaj dobri kandidati. Kancler ni slab, recimo, zelo dobro program je imel Auer. Recimo, Dobrila je čisto na koncu intelektualec, ki je nekaj že naredil za Maribor in tako naprej. Mislim, to je, meni je totalno nerazumljivo. Jaz res ne moram nič drugega reči, ko citirati Zorana Predina, Maribor je tako fejst nor. Adijo. No, ampak verjetno se lahko, koliko se lahko v tem mestnem času, ali pa morda vprašanje, kaj so delali narobe drugi kandidati, dejali ste, dober program je imel gospod kancler, pa gospod Kranjc, je se morda gospodu Kranjcu maščevala ta afera, ki je izbruhnila tik pred zdajci v petek zvečer v zvezi z temi sodnimi postopki? Absolutno, in nije vladal, mislim, on je šel zelo dvignjeno glavo, z naddvignjeno glavo in potem je dobil po glavi. In to, mislim, seveda se to mahčuje. Poleg tega moramo biti, vse je jasno, da v bistvu poteka sploh neka kampanja zoper stranko Mira Cerarja na vseh ravneh. In tudi to se čuti. Tako da Kranjc ni ta, ne. Se pravim, Auer je recimo imel dober program, dobro, jaz ne bi Auera iz nekih drugih razlogov volil, ampak to ni važno. Bili so neki, meni se zdi, da programi zdaj sploh niso več važni, važno je ne vem kaj. Pravzaprav so njihovi programi prišli znani oziroma so jih podali v javnost zelo pozno. Če ste omenili gospoda Auerja, on je bil eden izmed prvih, ki je svoj program dal tudi na splet in smo ga lahko vsi videli, vsi ostali so ga nekje plasirali tekom raznih predstavitev. Torej, v vaših časih, gospod Križman, je bil pa vendarle program tisti, ki je vlekel, ne? To je bilo pravzaprav prvo dejstvo, s katerim si lahko prišel pred volivce. Preveč je bilo bistveno manj kandidatov, manj list, in vsak, ki je kandidiral, je seveda svoj program predhodno pripravil. Sedaj pa pred mesecem dni, jaz nisem videl še nobenega programa, potem je to počasi tako kapljalo. Zdaj moram čisto odkrito priznati, da programa dr. Fištravca osebno nisem niti prebral, zaradi tega, ker je relativno pozno tudi ta program prišel. In ker se zadeve potem že v nekem smislu seveda tudi ponavljajo in potem takim ponavljajočim programom ni več dobro, tudi neverjetno. Fištravec je menda dal program, jaz sem ga dobil v predal v petek, to se pravi dan pred volilnim molkom. Mislim pa, da so nekatere postavke tam, tako kot je 5000 delovnih mest, novih delovnih mest, to je za mene nebuloza. Je to realno? To mislim, nekaj takega reči, je smešno. In mislim, če za to potem dvigneš
ali pa zaokrožiš ga tam na ena, ne vem. Mogoče so mu pa hteli dati enko, pa so zaokrožili ena, sploh mariborski politiki. Kompletno, ker je mortna, ne vidim nič. Teh 5000 delovnih mest je seveda eno drugo vprašanje, kje so ta delovna mesta. Ne? Recimo, danes vemo, da eno dovolj kvalitetno delovno mesto v gospodarstvu zahteva minimalno 50 000 evrov vložka. In če je to 5000 krat 50 000, potem dajmo zračunati, do kakšnih številk pridemo, in so te zadeve popolnoma nerealne. Zdaj, seveda, z tujimi vlagatelji, ne vem, ki so nametani, torej iz vseh krogov, jaz ne verjamem, še čudno, da nismo videli kakšnega razpisa za teh 5000 delovnih mest, ker tisti razpis, ki je bil, je tudi ena čudna nebuloza. Ko ne veš niti, kje je tovarna, niti kaj se bo natančno v tej tovarni delalo, jaz ne vem, to ljudje še lahko verjamejo. Ta tovarna baterij se je ves čas obljubljala, vse, kar se je realiziralo, se je morda prodaja te luknje, pa še tu se zdaj nič ne dogaja, je tudi vprašanje, kaj bo, skratka, nekih resnih rezultatov gospod Fištravec lahko pokaže po vajinem mnenju? Žal ne. Ja, zelo težko bi človek rekel, da lahko pokaže torej neke rezultate. Zdaj, seveda, ni pa treba reči, da se ne trudi. Seveda, to je pa nekaj drugega. Zdaj ga bomo pa, mislim, da slišali... Gospod Fištravec se prav gotovo trudi in poskuša neke zadeve narediti, vendar zelo nerodno. Zdaj pa pozdravljam našega kolega Mateja Korošca, ki je na Trgu Svobode, tam je že pestro. Matej, kakšno je dogajanje v središču mesta? Ja, dobro večer iz Trga Svobode. Dogajanje je dokaj mirno, lahko rečemo, pravega slavja, vendarle ni, za tega bo še čas. Imam pa v tem trenutku ob sebi obam izzivalcem v drugem krogu županskih volitev tukaj v Mariboru, drugouvrščenega Franca Kanglerja in prvouvrščenega vsaj po vzporednih volitvah dr. Fištravca. Čestitke obema za uvrstitev v drugi krog, pa vendarle, gospod Kangler, najprej vprašanje. Na temle trgu se je pred dobrim letom dogajalo marsikaj, namreč številni so zahtevali takrat vaš odstop, danes pa vendarle 18% volilnih upravičencev, ki so prišli na volišča, podpira oziroma želi vas nazaj na mesto župana mestne občine Maribor. Kakšen je vaš komentar? To ni dobro leto, to je že dobrih 2 leti, odkar so se zgodili ti protesti. Jaz sem takrat tudi prostovoljno odstopil kot župan, dal priložnost drugemu kandidatu, sedanjemu aktualnemu županu gospodu Fištravcu. Kar se pa mene tiče, ti volivci so znali oceniti moje preteklo delo, predvsem pa mi zaupajo za prehodno vodenje tega mesta in jaz sem prepričan, da imam toliko energije, da lahko ponovno Maribor v takšni eksperziji nekaterih projektov tudi zaživi, da počrpamo vsa tista sredstva, ki so na razpolago v Evropi in v Sloveniji, spet ponovno v mesto. Dr. Fištravec, kot rečeno, 42,5% tisti, ki so prišli na volišča po vzporednih volitvah, nekako podpira vas in tudi vašo listo v mestnem svetu, ki je s tem postala praktično najmočnejša lista znotraj mestnega sveta. Kaj pričakujete, kakšno bo delo v prihodnje? Bo zaradi tega marsikaj tudi lažje sprejemati in odločati v mestnem svetu? Mislim, da bo lažje. Nabor ljudi, ki lahko sodeluje pri pripravah odločitev, se bo absolutno na ta način razširil. Tudi močna, torej tretjinska podpora v mestnem svetu, lastne liste veliko pomeni. Lažje se bo dogovarjati v mestnem svetu. Tako da jaz upam, da zdaj ne poznam vseh podrobnosti, kdo vse je bil izvoljen v mestni svet. Upam, da bo lahko nastala ena taka pametna programska koalicija, povezava, torej ne politična, rad bi imel programsko koalicijo, ker ta tudi omogoča močno opozicijo. Tako da je treba za vsak večji projekt imeti, se na novo dogovoriti za večino in jaz mislim, da te volitve to omogočajo. Gospod Kangler, 10. bo imela v mestnem svetu tudi županova lista. Kakšna so pričakovanja ali pa želje po sodelovanju torej z listo župana Andreja Fištravca?
Dovolite mi, da se zahvalim svim volivcem za podporo. To je za nas veliko priznanje, glede na to, da smo mlada stranka, komaj 2 meseca ustanovljena in smo marsikatero parlamentarno stranko pustili zadaj, kar je odraz tega, da nam zaupajo in da imamo dober program. In to je predvsem pomembno za naprej. Mi želimo vse predloge, ki bodo dobri za mesto, za razvoj, za boljši jutri v tem mestu tudi podpreti. Tudi če jih bo predlagal gospod Fištrec. Saj mislimo, da je potrebno po volitvah pač sodelovati, odpirati možnosti, predvsem pa gledati za ljudi, tudi za tistega najmanjšega v tem mestu. Dr. Fištrec, kako bo potekala kampanja naslednjih 14 dni, s čem boste preprečevali vse tiste, ki so morda oddajali glas, kateremu izmed ostalih 15 kandidatov, da ga oddajo v drugem krogu prav vam? Ja, kar se mene tiče, bomo nadaljevali z sporočili, ki smo jih poslali, torej opreti se na lastne moči, lastne sile, to smo pokazali v letu pa pol, da je mogoče, privabiti čim več zasebnega kapitala v Maribor. V Mariboru so velike potence tudi za slovensko pomembne projekte, tako da obrat v Mariboru bo istočasno tudi obrat za Slovenijo in čim bolj racionalno trošenje javnih sredstev. Zdaj v tem letu pa pol smo pokazali z različnimi primeri, da je mogoče komunalni denar zelo racionalno potrošiti. In mislim, da bo to nekako. Na drugi strani bomo pa seveda, ker je v drugem krogu bivši župan, tudi bolj natančno pogledali projekte, ki so do sedaj bili v mestu realizirani in se bomo na eni strani normalno skušali iz njih tudi naučiti, kaj je bilo narobe. Pa ne zato, da bi s tem samo škodili županu, normalno, saj tudi bivši župan bo iskal šibke točke pri meni, ne? Ampak da se te napake ne bi ponavljale. Ampak verjetno džentelmenska tekma. Ja, jaz pričakujem džentelmensko tekmo, jaz v osnovi sem džentelmen. Gospod Kangler, kakšna bo vaša, konec koncev, tretjinska samo volilna udeležba, lahko rečemo, tukaj v Mariboru malo ljudi je šlo na volišča, s čem boste preprečevali vse tiste, ki so torej v prvem krogu podpirali katerega izmed ostalih 15 kandidatov, da vendarle glas oddajo vam? Predvsem je najbolj pomembno, da bi se ljudje odzvali kraljici demokracije, to so volitve, in da bi na naslednje volitve se odzvali čim večjemu številu, ker to je pomembno, da potem lahko tudi kritiziraš, kaj bo v prihodnje se odvijalo v tem mestu. Predvsem pa je program in to, kar smo v preteklosti pokazali, da znamo, da zmoremo, da ponudimo takšen program, ki bo na nek način prilagojen problemom, ki so v mestu. Predvsem zmanjšati brezposelnost z vsemi ukrepi, ki jih ima župan in občina na razpolago. In tisto, kar je ki mene najbolj skrbi, in tudi aktualnega župana, da ne pride do socialne krize ali pa socialne bombe v tem mestu, da gre Pohorje v stečaj. Tu ni pomembno več športni center Pohorje, tu so pomembna vsa delovna mesta, ki so posredno ali pa neposredno vezana na našo Pohorje in zimsko sezono. Tu pa po moji oceni gre za cirka 500 delovnih mest. In če nam to uspe v letošnjo jesen in zimo rešiti, je že to velik napredek v tem mestu in upam, da bo toliko modrosti v vladi Republike Slovenije, da bo z dokapitalizacijo preko Slabe banke to zagotovila. Saj namreč, moje osebno mnenje je, da bo preko socialnega transferja imela več stroškov, ko bo morala pokrivati borzo nekaterih delavcev, kot pa z ukrepom dokapitalizacije in s tem zagotovitve preživetja delovnih mest in turistične sezone. Gospoda, najlepša hvala. Najprej uspešnih tegle 14 dni. Podajte si prosim roke, da bo tole resnično džentelmensko v naslednjih 14 dneh. Takole in seveda uspešno tudi naprej. Ne čakajo namreč lahki izzivi v naslednjem 4-letnem mandatu mariborskega župana. Toliko iz Trga Svobode v Mariboru. Besedo predajam Ana nazaj v studio. Hvala. Hvala lepa, Matej Korošic, in seveda hvala gostoma. Slišali smo, drugi krog verjetno ne bo tako džentelmenski, čeprav sta ga napovedovala že te besede, da bomo pregledali projekte, ki jih je imel nekdanji župan, so nakazovali, da bomo pa zdaj nekoliko brskali po smeteh, če se takole izrazim. Če bodo brskali po smeteh, potem bo za oba slabo. Kaj ste s tem mislili konkretno? Ja, se bo še kaj, bodo rekli, zakaj pa ni še kdo drugi prišel v drugi krog. Mislim, očitno je, da imata kar neki džentelmenski agreement, da sta kar
to je se videlo na tistem soočenju z Krajncem, ne? Da sta kar nekako skup stopila proti njemu, ne? Sta se oba fajn muzala pa to, ko je šlo. Mislim, ne vem, ne razumem ju, res ne. Ja, res je, da sta nekako uvodoma dejala, da nimate težav z sodelovanjem drug z drugim, pa vendarle, ne besede, bomo pa malce pogledali. Gospod Kangler sicer ni dejal, da bo pogledal, kaj je delal gospod Fištravec, je nekako bolj težil k sodelovanju, ampak kaj bo zdaj prevagalo? No, jaz moram povedati tako, ne. Ta številka, ki se je pojavila v gradivu gospoda Fištravca, ne, da je pravzaprav dolg od prej 71 milijonov, ne. Torej, kolikor jaz poznam, je ta številka nekaj nižja, ne. Kar precej nižja. In naslednja zadeva, ki je, ne, pri tako velikem dolgu in zadolženosti mestne občine, ne, in ob tem računati z nekim realnim proračunom v današnjih časih, tu nekje med 90 in 100 milijoni, potem je absurd govoriti o ne vem kakšnih projektih in o ne vem čem. Jaz mislim, da bo treba se enkrat le na realna tla postaviti, ne, pa številke res realno prikazati. Ne, ker že tistih 5000 delovnih mest, ne, ker če sem jaz to hitro zračunal, je to 250 milijonov. Ne. Dobro, vse to bojo drugi investitorji, ampak 250 milijonov je taka številka, ki spet kaže na eno čudno razmerje. Ne. In tudi v mestu realno je pričakovati, da bo mesto razvojnega denarja, ne, čistega razvojnega denarja, mogoče imelo letno za 10 do 15 milijonov. To pomeni, da je v mestu možno na leto enega izmed, recimo, večjih projektov na nek način torej izvesti. Kljub vključevanju potem evropskih sredstev in nekaterih torej drugih zadev. Tako da res pričakoval sem več realnosti, več resnice, ne, ker jaz ne vem, kako bodo te zadeve pa v naslednjem obdobju potem zagovarjali, ker tudi to ne bo enostavno. Zanimivo bo slišati tudi anketo. Poglejmo, kako so te vzporedne rezultate komentirali na ključno vprašanje Mariborčani, da vidimo, ali so zadovoljni ali ne, kaj pravijo. Napetovo dvoboj. Kaj pričakujete v drugem krogu? Veš, pričakujem najboljše ring, da postavimo tukaj, pa da vemo, kdo je bolj močni od tota dva, ne? Ker ena šerif, druge tudi šerif, pa naj se pomerita tako, kak se spodobi. Ne pa na taki način, kak se zdaj dela, ne? Ja, vse druge pa ni bilo nekaj pametnega. Ta dva edino, če bo takaj naredila Fištravec, po mojem bo navrvaj. Dobri, da. Kaj pričakujete v drugem krogu? Fištravca. Pa v bistvu sem malo razočaran. Mislil sem, da bo bolj tesno med Kanglerjem pa Fištravcem, ampak glavno, da bo za ljudstvo najboljše, tako da. Kaj pa sicer pričakujete v drugem krogu? V drugem krogu pričakujem sicer zmago Fištravca, ampak mislim pa vseeno, da zna biti tesno, da še nič ni odločeno. Moj komentar, pričakoval sem Kanglerjevo. Samo sem pričakoval kancler Kangler, ker mislim, da občani prav več verjamejo Kangleru, ne vem, Fištravec je malo naredil enih par napak, katere ljudje si zapomnijo in držijo to v sebi. Kaj pričakujete v drugem krogu? Pričakujem zmago gospoda Kanglera. Absolutno zmago. Zakaj? Pa mislim, da so ljudje ugotovili, da so pretehtali, da so Lovagu dali vse, da so to prevagali. In sem prepričan zmago. Brez komentara. Resno. Zakaj? Fištravec, to je boljše. Smo videli, kaj je Kangler naredil. Večina pravzaprav ni bila presenečena. Res je, tudi ankete, tudi vašega časnika so ves čas nakazovali nekako ta izid, Franc Kangler, gospod Fištravec. Bivšega časopisa, mislite? Res je, no. Jaz mislim, da je najbližje v anketi gospod, ki pravi, da bo ta izid v drugo tesnejši, ne? Da se bo Kangler
bolj približal Fištravcu. Mislim pa, da je zdaj najbolj nevralgična točka Maribora ta nesrečna pohorska vzpenjača. In jaz žal mislim, da res je Kangler tu malo prednosti, da bi to porihtal pred Fištravcem. Ta aktualni problem, čeprav, ne, mislim, Menite, da se tudi, omenili ste športni center Pohorje, tu se pravzaprav bi lahko, če bolj natančneje spremljamo potek dogodkov, nekje namerno zavlačuje za stečajem. Dejstvo je, da je že bilo v začetku leta nekje jasno, da bo zadevo težko nekje spraviti skozi. DUTB tudi ni bil pripravljen dokapitalizirati. Bi ta podatek, da gre v stečaj pred drugim krogom, bistveno spremenil ta vrstni red? Tudi to je možno. Ja. Tudi to je možno. Sploh opažam, da je politika čedalje bolj show biznis, v katerem je vse dovoljeno, mislim, neka zabava pač. Ljudje to tako jemljajo. Je pa strašno, ko zadnjič sem videl v Večeru sliko foto dneva na Mariborski, ljudi, ki čakajo za Pol Krajinske tam na neki stojnici, predvolilni, ne vem koga, in vidiš stisko in bedo in tisto, Maribor je izgubil, Mariborčani smo izgubili dostojanstvo, zato pa je taka euforija, recimo zaradi nogometa, in zato pa je tudi res, ker se ljudje šalijo, da bi Tavares danes zmagal na volitvah zlahka, ali pa Zahovič. To so totalno nerealne stvari, to so nerealne sile. Jaz se tudi vprašujem, kaj pa bo z to silno energijo, ki zdaj pravi en klub, ena čast. Kam se bo ta energija usmerila, ko bo konec letos nogometa in ni nemogoče, da bodo spet frčale granitne kocke, še to zimo. Ja, nogomet se konča nekje začetku decembra. Potem bo ta energija morala nekam iti, to je edino. Tega si verjetno nihče ne želi, ampak Mariborčani čutijo nekaj in te take zavesti skupinske, te so dokaj nevarne tudi. Jaz vem, da je bilo nekoč v Berlinu en klub Hertha leta 1933, ki je, ampak to so druge zgodbe. Hočem reči, da je to silna energija, ki zdaj ni vidna na teh volitvah, ki bo pa kmalu vidna na ulicah. No, ko smo prej govorili o športnem centru Pohorje, zdaj, če jaz recimo primerjam oba ta dva kandidata, ki bosta v drugem krogu prav gotovo igrala neko pomembno vlogo glede tega reševanja. Osebno smatram, pa naj mi kdo zamerja ali pa ne, da je Kangler operativno sposobnejši. Nažalost. Ne glede na izobrazbo, ne glede na karkoli, gospod Kangler je operativno sposobnejši. To je zdaj ena zadeva. Kar zadeva seveda prognoz za naprej, bi se jaz celo v nekem smislu torej strinjal. Ker v tem trenutku se ljudje prav gotovo več pogovarjajo o nogometu skoraj da kot o volitvah. In zdaj poglejte, 10 000 ljudi na stadionu včeraj, zdaj tu na teh volitvah, ne vem, pri tej udeležbi, jaz ne vem, koliko bo skupaj mogoče, kaj zvem, 2,5-krat več ljudi ali pa ne vem, 3-krat več ljudi, v drugem krogu verjetno še manj. In recimo nogometni klub bi lahko za zadnjo tekmo, ki je tukaj igral, je prodal tudi 25 000 ljudi. To se pravi, da smo tu že pri številkah, to je zelo blizu, ampak ne gre zdaj za to. Tudi ta euforija bo v danem trenutku minila. In jaz se odkrito bojim,
da bodo v Mariboru ponovno predčasne volitve. To je moje osebno Koliko časa mnenje. torej napovedujete temu? To je zdaj težko povedati, ne? Ampak mislim, da v roku 2 let bi se znal zgoditi torej ponovno nek preobrat v neki smeri in se bojim, torej, da ta mandat se v Mariboru niti enemu, niti drugemu torej ne bo iztekel. Poglejmo si, tudi naša ekipa je na terenu zbrala prve izjave poražencev teh lokalnih volitev. Poglejmo izjave Antona Kranjca iz stranke Mira Cerarja in Tomaža Kanclerja, kandidata SDS-a. Ja, žalostni smo in razočarani vsi skupaj, da nam je zadnji dan te protipravne medijske gonje v bistvu zelo poslabšal rezultat, kajti še zadnje dneve nam je zelo dobro kazalo. Ne glede na to bi najprej se zahvalil svoji družini, prijateljem, znancem in vsem, ki so mi izrazili zaupanje in so volili za mene. In obenem se jim opravičujem za vse te nevšečnosti, ki so jih lahko poslušali zadnje dneve. Drugo, ne glede na izid volitev, sem že včeraj dal izstopno izjave iz stranke Mira Cerarja, zato ker nisem hotel, da stranki škoduje vsa ta gonja zoper mene in da bi skupaj dokazali, da se stranka še vedno drži visokih etičnih moralnih načel. Tretje, za tisto svojo neprijetnost, torej tudi protipravno pridobljene podatke iz moje kazenske evidence, bom sprožil, zdaj ko imam čas, bom sprožil postopek za zahtevo za obnovo postopka in v tem postopku dokazal svojo nedolžnost. Zmeraj, ko pogledaš rezultate, se poskušaš najti med tistimi, ki so bili objavljeni, in torej v Mariboru zdaj trenutno kaže na to, da bo župan Fištravec in bivši župan Kangler v drugem krogu. Razlika sporednih volitev do tega drugega mesta, katerega sem jaz tudi naskakoval, ki bi omogočal nadaljevanje kampanje, je verjetno takšna, da jo tudi redne volitve ne bodo, pa redno štetje glasov ne bodo spremenile. Presenečen sem zaradi tega, ker Mariborčani vseeno se niso odločili za politiko ali pa za človeka, ki bi trezno in razumsko vodil mesto, ampak so se odločili za enega ali za drugega, ki oba razdvajata. Torej, eden, ki je takrat povzročil vse tiste nemire ali pa vstajniško gibanje, in eden, ki je kot vstajniški župan, kot vstajniški predstavnik postal župan in tudi ni uspel doseči nekega konsenza v tem mestu. Gre za lokalne volitve, na lokalnih volitvah sem pričakoval, da bo volili človeka. In to je seveda tudi razočaranje, da ljudje zaradi stranke ali zaradi barve ene stranke se ne odločijo za tistega, ki bi definitivno na drug način poskušal voditi to mesto, kot ga se ta dva kandidata bosta ali nameravata. Slišali ste, gospod Kranjc je nekako dajal vedeti, da mu je najbolj škodila ta afera, kot smo že dejali. Zakaj pa je pravzaprav molčal? Se vam zdi to, ne glede na to, da po zakonu je pravzaprav velja, da je neobsojen, kajti po tolikih in tolikih letih se izbriše, pa vendarle je za kandidata, ni za kandidata vendarle moralno sporno, da zamolči tak podatek? No, to prav gotovo, čeprav se je verjetno o tem podatku vedel že bistveno prej. In to lansirati potem v petek, v soboto je volilni molk, to je bilo namensko lansirano, to mene ne bo noben prepričal, da temu ni bilo tako. To se pravi, nekdo, ki je ta podatek poznal, ga je pač lansiral v pravem trenutku, ko se ta kandidat sploh več ni mogel braniti. Ali pa je bil postavljen enostavno pred zid, sedaj v trenutku odgovoriti, kar je po moje ni pošteno.
Ampak tako je. Jaz bi pa kljub temu torej izpostavil eno drugo vprašanje. Ne. V te volilne kampanje se je vložilo tudi relativno veliko finančnih sredstev. V tej revščini, ki je, ne, zdaj nekdo si seveda tudi štab organizira torej v občinskih prostorih in tako naprej, ampak pravilno v našem sistemu, čeprav zakon tega ne predvideva, bi bilo, da se mandat kogarkoli, tako mestnega svetnika kot župana, potrdi šele, ko je uradno tudi potrjeno finančno poročilo o volilni kampanji. Brez tega ne bi smel biti potrjen noben mandat. Če se izkaže, da sredstva niso... Ja, ker gledajte, čez 2 meseca, ne, potem, ko je že ima potrjen mandat, čez 2 meseca pa potem ugotavljati, ne, kaj je bilo narobe v financiranju kampanje, kdo je pravzaprav financiral, zakaj in da se potem ti podatki na nek način torej skrivajo, tako kot so se. Dr. Fištravec, na primer, ni razkril do konca, kdo so bili njegovi financerji prejšnje, torej nadomestnih volitev. To se pravi, iz prejšnje kampanje tega ne poznamo, zaradi tega je seveda tu v nekem smislu tudi odgovornost torej mestnega sveta, ki te mandate torej potrjuje, ne, da bi lahko neko določeno torej vlogo odigral. Ker v tej revščini, ne, metati na 10.000 evrov, v to zgodbo se mi zdi seveda po svoje torej nepošteno. Se absolutno strinjam. To je prav čudežno. Mislim, odkot toliko denarja tolikim kandidatom. To je neverjetno. Mislim, zato pa pravim, da se to že približuje show biznisu. Kot da bi bila to neka mega prireditev, na katero naj ljudje pridejo. Mislim, to stane ogromno. Strinjam se tudi to z dr. Križmanom, kar zadeva dr. Fištravca. Moral bi pojasniti, odkot mu sredstva, s katerimi je bil podprt. In še, recimo, kar se pa tiče gospoda Krajnca, jaz sem se recimo vprašal, kako bo pa s tem, ker se tega spomnim. Mariborčani se nekaterih stvari spomnimo, mi malo starejši. In če bi jaz še bil na večeru, bi recimo šel gledati v arhiv večerov, kjer smo o tem pisali. Jaz sem prepričan, da smo o tem pisali. Seveda pa je, tako kot je rekel dr. Križman, to prišlo čisto na koncu ven, ne, kot na koncu izigral asa, ne, mislim. To je bil en taki pagat ultimo. Poglejmo si še graf o volilni udeležbi. Znova je nizka, do večera je na volišča prišla dobra tretjina volilnih upravičencev. Pa morda še ta komentar. Zdaj vidimo volilno udeležbo v letih 2006, 2010, 2013 in 2014. Največ je pravzaprav še leta 2006, potem pa je kar strmo upadala, ne? Zdaj, če pogledamo najprej za Maribor. Komentar? Ja, to sam kaže na razočaranje ljudi, ne? Ker če bi ljudje dejansko verjeli, ne, da se bo nekaj zgodilo, ne, s pomočjo volitev in da bo prišlo do določenih sprememb, potem sem jaz prepričan, da bi bila udeležba tam vsaj 60%, ne pa enkrat nižja. Ne. Saj ravno v tem je problem. Mi zmeraj poudarjamo, da z volitvami moramo neke stvari rešiti, da je to naša obveza. To ni res. Volitve niso bistvene. Bistveno je, da smo politično aktivni ves čas. Tu jaz recimo moram pohvaliti dr. Križmana, ki se pojavlja z nekimi pismi, ki kritizira situacijo, tudi jaz se po svoje trudim, pa če ne drugače, pa na Facebooku, da odkriješ neke stvari, da daš neke predloge, da animiraš neke ljudi. Aktivni moramo biti skozi vse leto, to volitve pa vidimo, da, tako kot sem rekel. Očitno so se ljudje nekako naveličali sploh iti na volitve. Seveda, ja. Ker tudi recimo, če pogledamo Ptuj, ne, tudi strmo padal.
Pričemer je zdaj še eno vprašanje. Ne? Za leto 2013 ta številka 32 je takrat je bil samo en krog. Tako. Ja, jaz sem prepričan, da v letu 2014, to se pravi letošnje volitve, da bojo v drugem krogu imeli nižjo udeležbo. Ostali rezultati so iz prvih krogov, torej zdaj gledamo to primerjavo iz prvih krogov. Rezultati so iz prvih krogov. 2013 pa smo imeli samo en krog. No, ampak 2014 sem jaz prepričan, da bo v drugem krogu številka, če bo dosegla 30, bo veliko. Se spet strinjam, čeprav so ljudje ponovadi tako rečejo, jaz bom pa pol šel, pa bom v drugem krogu rekel svoje. Zdaj sta pa ponudbi bistveno manjši. Ne, mislim, ponudba med A in B je, ne vem, kakšne razlike v glasovih. Ta udeležba bo zdaj tudi malo odvisna od rezultata procenta, ki so ga dobile posamezne stranke v mestnem svetu. Ker s tem se bo že v nekem smislu nakazovala torej tudi neka politika, neka sestava torej mestnega sveta, pa mogoče kakšna koalicija in verjetno torej udeležba v drugem krogu je malo z tem povezana. Ampak če gledamo vzporedne, 30 od župana Andreja Fištravca, županova lista 10, potem to spet nakazuje. Ja, velike razlike, ja. Druga je pa menda stranka Mira Cerarja, če se ne motim. Prosim? Druga je pa stranka Mira Cerarja. Druga pa stranka Mira Cerarja, ja, zdaj vprašanje je res tako, kot ste dejali, teh koalicij in kupčkanju v ozadju, ne? Ja, to je, se bomo videli, kakšni bodo končni rezultati. Ja, ves čas spremljamo tudi Ptuj, tudi na ptujskih ulicah smo bili, tako da poslušajmo še, kako komentirajo na Ptujčani svoje prve vzporedne rezultate. Ja, tesno je kazalo tokrat, samo eno volišče, zaenkrat 36 še jih pričakujemo, pa jaz mislim, da bo v ozadju kdo drugi še primaširal gor k njima, tako da bo bolj tesno za drugo mesto, kdo bo v drugem krogu z zdajšnjim županom Štefanom Čelanom. Ja, absolutno, mi smo zelo zadovoljni z drugim krogom in pričakujemo čez 14 dni tudi zmago. Ste pričakovali tak rezultat, drugi krog? Zdaj, po prvih podatkih, ki jih imamo, je nekje pričakovano bilo že dalj časa. Menim pa, da se zna presenetiti, če je do 22-23 ure sprememba, tako da morda bo drugo mesto med županskimi kandidatoma še zanimivo. V redu, odlično. Mora priti nekaj sprememb malo. Torej niste bili zadovoljni s sedanjim županom? Zadovoljni, ampak ne. Jaz mislim, da se mora malo to spremeniti. Je bila neka konkurenca, ampak če bo drugi krog, nič hudega, bo pač v drugem krogu zmagal najboljši. Ja, tudi na Ptuju, kot smo že dejali, drugi krog, velika so pričakovanja, vedno vi ste rekli, da ni pravzaprav nobene izbire, ampak vendarle na koncu nekdo vodi mesto, drugo največje mesto, ki ga pesti velika stopnja brezposelnosti, ki grozi spet nekaj stečajev, ne samo športni center, tudi druga podjetja dihajo na škrge. Ta državna pomoč pa prihaja po drobtinicah. Pravzaprav tudi ti vsi postopki, ki jih zdaj pripravljajo, da bi lahko čim prej podjetja dobila, so nekako z zelo zategnjenimi kriteriji. Je to prava pot? Dr. Križman, vi imate izkušnje. No, poglejte, prva zadeva, ki je z zakonodajo, torej v lokalni samoupravi, torej Maribor bil postavljen na mesto eno izmed, 220 občin. Maribor danes formalno ni regijsko središče, neformalno mogoče je, nima praktično nobenih večjih pristojnosti, recimo kot pa Duplek ali pa Miklavž. Ja, seveda ne. Zakonsko nima popolnoma nobenih večjih pristojnosti. Ljubljana si je naredila svoj zakon o glavnem mestu, ima skozi to nekaj, ampak Maribor je seveda tukaj ostal. Po drugi strani je treba pa Maribor gledati seveda tudi z enega drugega zornega kota. Maribor je le izobraževalno središče, z univerzo, z številnimi srednjimi šolami, tudi nekaterimi višjimi šolami in tako naprej.
potem je to močno kulturno središče. Ne? Potem gre seveda za nekatere druge zadeve, športno središče in tako naprej. In enostavno mora seveda to mesto financirati tudi na nek način in pomagati torej tem dejavnostim. Kar pa seveda enemu Miklavžu, pa enemu Dupleku ni potrebno. In metati z zakonodajo vse to praktično torej v isti koš se mi zdi nepravično oziroma se mi zdi enostavno krivično do zgodovine in do razvoja v teh mestih. Tako da ti statusi, vsaj regijskih središč, pustimo zakon o pokrajinah, tega v Sloveniji nikoli ne bo, ker Ljubljana za tem ni zainteresirana. To je popolnoma jasno. Ampak mi bi morali regijska središča na nek način formalno, zakonsko imeti definirana. Nihče ne more reči, torej, da Maribor z vsemi inštitucijami, ki jih ima, kot športno, kulturno, ne vem, izobraževalno središče, ni regijsko središče. Vse na koncu koncev je priliv iz te okolice v to mesto vsak dan relativno torej velik. Ja? In to je eno izmed ključnih vprašanj. S tem, ko bi ta mesta, Maribor, Celje, ne vem, Murska Sobota in tako naprej, dobila status Koper, status regijskih središč, s tem seveda tudi skladno z zakonodajo nekaj več pristojnosti in tudi ustreznejše financiranje, mislim, da bi potem šele začelo prihajati torej do nekih premikov. Pokrajine tisto je drugo vprašanje, ne? Ampak vsaj to bi bilo potrebno torej doseči. To se strinjam, dodal bi še UKC, ne? Bolnišnico recimo kot, ja, in tak. Ampak kar se pa tega, absolutno seveda je Maribor dejansko, ni formalno, ampak dejansko je regijsko središče. Ampak ko je spoštovani sogovornik, ko si omenil univerzo, je meni zelo žal, ker jaz čutim, da imamo univerzo v Mariboru kot Mariborčan edino na začetku oktobra, ker je povečan promet, ker nastane kaos prometa. Drugače pa univerze skoraj da ni čutiti v Mariboru. Ni vpeta ne v politiko, ne v gospodarstvo. Mislim, je nekaj izključenega, od česa, mislim, da bi se morala bolj vključiti v delovanje in tu spet moram pohvaliti tvojo dejavnost, da še pa nekaj, recimo, se vključuješ. Tu je pa seveda tisto ključno vprašanje kadrovanja na univerzi. Ker, glej, svoj čas so ljudje na univerzo prihajali z industrijskimi izkušnjami, če gledam zdaj na tehničnem področju, pa tudi na ekonomiji in tako naprej. To se pravi, ljudje so prej se kalili, nekaj ustvarili in šele potem prišli na univerzo. In potem so te povezave, torej z gospodarstvom, dejansko bile. Danes je pa sistem kadrovanja na univerzi po moje zgrešen, ker enostavno to je univerza zaprt sistem, ki sam sebe obnavlja. No, ampak ni pa sama sebi namen. In sam sebe obnavlja. Fištravec izhaja iz teh vrst, torej seveda, da so ga vendarle tudi izključili, ampak vendarle predhodno je bil pa dolga leta tam sodelavec in bi verjetno to povezavo moral nekoliko bolje izkoristiti, ne? Ja, gledajte, Fištravec je sociolog, ki je bil v marsikateri službi, kolikor jaz poznam, tudi na univerzi je bil. Tudi na Večeru. No, pa verjetno še marsikje. In on, ne vem, če dobro ve, torej kako in v kateri smeri bi morala dejansko univerza dihati in kakšno vlogo bi morala univerza torej v tem prostoru torej igrati. To so seveda zdaj ta ključna vprašanja. Razumevanje sploh univerze in pa razumevanje povezave univerze z okoljem.
in vključenost univerze v okolje. Ne. Vi ste dejali, ne, da je nogometna vročica v Mariboru, vsi si pojejo, vsi en klub. Verjetno bi bilo idealno pričakovati, če bi si Mariborčani, mestni svetniki peli vsi en klub, ne vsi za eno. Takrat bi bilo verjetno to lažje, ne, in Maribor bi veliko več lahko naredil in veliko več projektov bi steklo, kot pa to nagajanje v mestnem svetu. Če bi bil en dober, realen program, pa da bi človek videl, vse to se da narediti. Jaz mislim, da bi potem vseeno še lahko skupaj stopili. Ne? Ampak te stvari, ko je profesor Križman govoril o teh subvencijah in seveda to je vse čakalo na volitve. Kaj pa je bila, bodimo odkriti, kaj pa je bil glavni argument stranke Mira Cerara v Mariboru, da bo prinesel neki denar. Ja, kaj pa? Saj pa ne poznamo. Bil je ta obet in seveda tista kredibilnost in vse to, s čemer je Miro Cerar zmagal. Gospod Cerar je na prišel in ves pravi. čas poudaril, da je prišel samo zaradi svojega kandidata, pravzaprav se je vozil po Človek si tamu. potem obeta nekaj, mogoče bo kaj ne. No, on kot predsednik vlade teh izjav ne bi smel dati. Ne. In če je kot predsednik vlade prišel v univerzitetno mesto, v drugo največje slovensko mesto, v neko središče, potem bi moral njegov prvi korak vseeno biti do aktualnega župana. To zahteva neka vljudnost, to je seveda osnovno vprašanje odnosov. Mene nič ne moti, če se potem popoldne sestane z svojim kandidatom, pa mu da kakšnekoli nasvete in sugestije. To je drugo. Ampak če pride on kot predsednik vlade, on ni strankarski lider zdaj več v tem smislu, ampak kot predsednik vlade je prvi korak, da potrka pri županu, da ga pozdravi, da se usede z njim, spije eno kavo, da izmenjata neke poglede, razmišljanja in se dogovorita tudi za naprej, kako to sodelovanje torej ustvariti. Približujemo se koncu, dajmo ob koncu pogledati, če v mesecu dni volilne kampanje smo lahko o kandidatih na lokalnih volitvah slišali vse mogoče in manj mogoče izjave in slogane, ter doživeli vso paleto začimb dobrega in slabega okusa. Poglejmo reportažo. Razplamtevanje ognja za pripravo volilnega golaža se je v Mariboru začelo še pred začetkom kampanje, ko sta si županski kandidat Stojan Auer in aktualni župan Andrej Fištravec izmenjevala očitke o Fištravčevem davku na dež in Auerjevem mešanju megle. S kampanjo pa so dodali peko palačink, prepevanje in razdeljevanje drv. To je moja ideja in če bom župan, bom vsako leto po 100 kubikov podaril v okviru akcije Darujmo srcem. Vseh 17 županskih kandidatov pa je bilo prepričanih, da so najboljši in najbolj usposobljeni za vodenje drugega največjega slovenskega mesta. Je pa tudi res, da sem se po teh letih skalil, da sem po poklicu inženir in ekonomist, da sem tudi diplomat. Na koncu koncev pa je to edino, kar mesto potrebuje. Poleg tega imam izredno močno familijo, ženo, doktorico ekonomskih ved, brata, odvetnika in tako naprej. Za 45 stolčkov v mestnem svetu se je potegovalo več kot 800 kandidatk in kandidatov, ki so se bolj ali manj znašli med odgovarjanjem na zastavljena vprašanja. Kako torej zagotoviti delovna mesta? Kaj pa preprečevati beg mladih? Imate kakšno idejo na tem področju? Ja, mlade je treba čim prej zaposliti. Po 4-letnem mandatu se naredi obračun, koliko si zapufal Maribor, da tudi svojo hipoteko jamčiš. Ali smo bili res taki bobovi in nepošteni ali obratno? Zaupamo lisici, da čuva kokošnjak, in to je zagotovo ena od pomanjkljivosti sistema. Si mislim, da bi bilo dobro, samo sekundica, da se umirim. Čas je vaš čas iztekel. Repliciram ne bom nobenemu, ampak moram nekaj povedati. Veliko pa so na soočenju, ki je potekalo v osrednjem studiu nacionalne RTV hiše, govorili mariborski županski kandidati. Koliko in kaj so povedali, pa je drugo vprašanje. Pohorje. V tem ekosistemu od druge svetovne vojne ni bilo toliko ljudi
v čeladah, kot jih je dan danes. Uničujejo to Pohorje in še kaj drugega v Sloveniji, bolj kot so jih tisti v drugi svetovni vojni. In potem gremo takoj na policijo in na državno tožilstvo in zahtevamo, da se stvari uredijo po zakonski pravni poti. Zakoni obstajajo, treba jih spoštovati, institucije obstajajo, naj opravlja svoje delo. To je to, kar potrebujemo. Gospod Averju, težko repliciram, ker on tako megleno govori, da ne razumem prav, o čem govori. Dovolite pa, da zadnje sekunde izkoristim za meglo gospoda Fištrovca. Če nekdo da na mizo konkretne številke in rešitve, pa ga seveda usmerja v studio nacionalne televizije, da prodaja meglo, je razlog, kjer Maribor danes je. V času mojega županovanja, 6 let v Mariboru, pri kolegu Averju ni bilo megle, ampak se je kadilo za nami, ker smo veliko delali. Zgleda, da v tem mestu je postala ta korupcija in ta nemorala je velika stvar. Znano je, da imam širok pogled, tako da nimam težav. Sporoča prav vsem, ljudje, imejte se radi. Ja, takole se je dogajalo se bo še naslednjih 14 dni. V kratkem, v enem stavku končujemo oddajo. Na koga stavite in zakaj? Dr. Križman. Ja, jaz mislim, da je le treba počakati, torej končne rezultate. Ne? Šele potem bi si upal torej staviti na koga. Kakorkoli bo pa izid v drugem krogu prav gotovo tesnejši. Verjetno pa bo ostalo tako, kot je. Ja, seveda, jaz sicer imam dr. Fištrovca za izrazito nerodnega človeka, ampak v teh zadevah je pa zelo spreten in absolutno lahko stavim na njega. Ne bom rekel, ali je to dobro ali slabo, to ni važno, ampak mislim, da bo zmagal, ker ti neki prijemi, ki so bili doslej, so zmagoviti, očitno, zmagovalni. Hvala lepa. Tako, drage gledalke, izčrpni smo bili nocoj. Hvala obema gostoma in seveda vsem, ki ste bili z nami. Še več o volilnih rezultatih pa boste izvedeli jutri v naših informativnih oddajah. Želim vam le še lep večer in nasvidenje.